Aideja knjiga, 100 zapisov in modrosti, spodaj je link. Hvala za podporo. Zdaj pa gremo lahko nazaj na epizodo. Čau. Pomagam celo Evropo peljati bolj v smeri pametnih omrežij, to pomeni bolj učinkovitih rešitev. Je pa zelo komplicirana stvar, zato ker je ogromno enih skupin, delovnih in vodstvenih, in firma kot je moja je tudi zelo vpeta v te procese. So različni pogledi med temi skupinami? No ja, vedno so različni pogledi, ampak imamo potem tudi neke interesne skupine, to pomeni naša organizacija, ki skrbi v Bruslu, je predvsem zato, da je to kot neka hiša, v katero vsi sistemski operaterji iz vsake države, evropske skupnosti, stopimo not in se dobimo, da izmenjamo stališče, pa da nekako vsaj približno poenoteno nastopamo potem proti drugim deležnikom. Pa verjetno širši javnosti. Ja, sigurno. Mislim, prednost firme, v kateri sem, je ta, da imamo to priložnost tudi malo skrbeti za družbeno blaginjo. Smo vseeno javna firma, torej imamo lastnika državo in ni ta gospodarski del, dobiček, ni tista edina stvar, kateri se zavzemamo. Moramo malo tudi gledati čez to, moramo biti malo širši. To je definitivno prednost. Ja, za eno tako, bi rekel, bolj družbeno kariero, če te to zanima, če nisi čist, bi rekel, hočem pogledati nekaj novega, pa bolj denarja zaslužiti, pa to, je to prednost, je to sigurno prednost. Mene kar drži to, nisem nikoli iskal nekaj res ven iz te branže. Kako si pa prišel do te točke, na kateri si zdaj? Ja. Kako si sploh odločil za študij? Kako te je to povlekalo? Ker je ful pomembno, jaz mislim, da ful pomembno področje, sploh za to obdobje, v katerem smo kot človeštvo. Ja, veliko slučajnosti. V tistih časih, ko sem se odločil za srednjo šolo, pa za faks, je bila zelo popularna elektronka. In ja, takrat smo tudi dosti, rekel, spoznavali računalništvo, pa vse te stvari. Ampak to je bilo vse bolj ne začetek, torej govorimo o začetku 80-ih. In niti slučajno si takrat nisem predstavljal, da bom končal v energetiki. Ker energetika je bila takrat jak tok, daljnovodi, kaj ima to z mano, mislim, malo tizga strahu spoštovanja smo imeli do tega, ampak seveda, ko spoznavaš, ko vidiš, koliko stvari vplivajo na družbo, bolj vidiš, da v tistih letih pojma nisem imel o tem, kaj me čaka na tej poti. In tako so se ti slučaji nekako povezali v to, da sem bolj na faksu preklopil v čisto energetiko. Kateri faks je to bil? Ja, to je fakulteta v Ljubljani za elektroenergetiko. Torej Univerza v Ljubljani, fakulteta za elektrotehniko. Elektrotehniko. In od tam naprej je šla pot proti Elesu. To je moja prva služba še vedno. Pa si že koliko let? Jaz sem tam 25-27 let sem že na Elesu. Tako da že imam. V današnjih časih imamo redkost, ker mi na 4 leta menjavamo službe. Moja generacija, sploh v moji branži, če si 5 let nekje, je že malo čudno. Ja, je nekaj posebnega, ampak nisem bil pa v firmi skozi na istem položaju, pa nisem delal skozi istih stvari. Jaz verjamem v to, kar je tudi neka logika dela v nekih velikih korporacijah, na zahodu, da lahko ti znotraj korporacije ves čas najdeš neke izpolnitve za svoje želje. Zdaj pa že morava dati ven. Ja, sem vedno pozabil, malo preveč je bil, mislim, da je 2 minuti za zeleni čaj. Dobro. Ampak upam, da ti bo v redu. Super, hvala. Kaj pa počneš na Elesu zdaj, recimo, ker si rekel, menjavali so se ti pozicije, ampak kaj je zdaj tvoja glavna naloga?
delovanja? Ja, jaz delam zdaj čist pod glavnim direktorjem, torej Aleksandar Mervar je naš glavni direktor in sem odgovoren za področje strateških inovacij, kar je tudi v Sloveniji neka posebnost v energetiki. To pomeni, LS je odločil šele tam nekje 2016-2017, da inovacije zahtevajo neko posebno obliko, posebno organiziranost in poseben fokus. Eno je, da imaš ti inovacije v firmi tako malo za zraven. Drugo je, če hočeš ti na inovacijah graditi in bi rekel, vanje vlagati in iti naprej s tem. In takrat smo postavili to področje, ki ga vodim, seveda pa sodelujem z vsemi pomembnimi direktorji v družbi, tudi iz teh bolj, da rečem temu, bolj core business dejavnosti, mi rečemo, to pomeni obratovanja, investicije, razvoja. In to mi daje seveda to možnost, da se vse stvari med seboj dobro uskladijo. Torej inovacije nimajo neke podrejene vloge, ampak imajo kar neko tako, bom rekel, čim bolj enakovredno vlogo, zato se borimo. Po drugi strani pa pazimo tudi to, da inovacije ne bi bile, tako kot sem prej rekel, nekaj postranskega, ampak da pridemo z njimi čim bliže vsem realnim problemom na terenu. Da se v resnici ukvarjaš v inovacijah ne samo s tistim bolj raziskovalnim, pa bolj, bi rekel, reševanjem problemov na začetku idejnih rešitev, ampak da tudi kak scale-up deployment ali pa da gremo tudi v kakšne prave demonstracije, ki so potem tudi v smeri, temu rečemo, napredne infrastrukture. To pomeni, LS ima en tak zelo močen status, tudi znani smo zdaj že po tem, da smo sposobni tudi graditi neka partnerstva, ki grejo preko samih razvojno-raziskovalnih korakov, ampak tudi potem v tisti končni implementaciji, ker recimo, če hočeš delati investicijo z nekom izven tvojega obsega področja države, kakorkoli, je to še tukaj težje, ker je treba recimo neke investicijske odločitve uskladiti. Recimo Hrvaška bo delala tukaj tega, Avstrija bo delala tukaj tega, Slovenija bo delala tukaj tega in treba to uskladiti in potem urediti financiranje, urediti tehnične detajle, soznanje, pripeljati in vse to. To je tisto, kar se mi zdi, da smo v LS-u res uspeli, tako bi rekel, v zadnjih 6-7 letih spraviti na nek nov nivo. Je pa to stalni izziv, to se nikoli ne konča. Kaj pa so kakšne zadnje inovacije, ki si bil najbolj vzhičen, navdušen, ki so prišle iz vaše strani, ali pa ena dotična stvar me zanima, kako si gledal na tisto, kaj je bilo par mesecev nazaj iz Koreje, iz neke univerze je prišel tisti super prevodnik, da se reče LK99. Ja, si zasledil to zgodbo. Super prevodnika, da. Ne vem, kaj se je pa s tisto zgodbo naredil, ker to je bilo na Twitterju, smo tudi mi prijatelji spremljali. Torej, zadnja inovacija, pri nas inovacije ne grejo tukaj v materiale, tehnološke stvari in to. Torej, jaz osebno z ekipo, svojim direktorjem, predvsem poskušamo z inovacijami rešiti kakšen tak bolj sočen problem, ki se nam obeta čez 3, 4, 5 let. Ampak pri tem moramo ves čas opazovati stvari bolj na sistemski ravni. To se čuje strašno, ampak torej za vtičnico se nahaja cel kup nekih naprav, omrežij, proizvodnih virov. To je ena mravlja in tehnologije in ljudi in vsega tega in to mora nekako vse funkcionirati, da mi na koncu dobimo to elektriko v taki obliki, ko imamo. Da mi ne razmišljamo, mi lajki. Točno to. Taknemo noter vtičnico in telefon se polni. In če me kdo vpraša, kaj je zdaj to zanesljivost pa stabilnost delovanja sistema, jaz vedno rečem,
ko greš zvečer v mesto, ko se dobiš s prijatelji, nikoli ne razmišljaš o tem, ali bo zmanjkalo štroma. Evo, to je to. Ne? In tukaj v resnici se mi zdi dosti boljš govoriti o teh pozitivnih elementih zanesljivosti. Ne, da zdaj tle grozimo, ne? Če ne bo tega daljnovoda, če ne bo tizga, bomo v temi 2 dni. To je brez veze. Ne? Torej moramo res čutiti, ne? Da mogoče neki ljudje tam v Indiji ali pa v Pakistanu nimajo tega, da bi kar tako šli pa se fajn počutili. In zdaj ta sistem mora funkcionirati kot celota ves čas intaktno, ne? In je pa zelo krhega, zato ko ima tukaj elementov, tukaj stvari lahko gre narobe, vreme kako stvar poruši ali pa kakšna elektrarna ven zleti ali karkoli. In tu imamo kar naprej neke procese, zdaj pa eno je, da skrbimo za to, da vse te obstoječe tehnologije dobro delajo, da pravilno razvijamo sistem, da so vse redundance v sistemu, da vzdrževanje gre tako, ko mora, da se dosti vlaga, da ni problemov z investicijami. Drug del je pa, da pogledamo še malo, kaj nas čaka za vogalom. In ko sem prej rekel izzivi, ko sem prej rekel, da moramo paziti, da moramo reševati z inovacijami velike probleme, predvsem razmišljamo o tem, kaj če se pa nekaj ful zaplete, kaj če bo pa veterne ali pa sončne ali pa kjerkoli energije toliko, da bomo morali v sistemu neke čisto nove rešitve pripeljati. Da bo energije toliko, se pravi preveč? Ene vrste. Recimo imamo stabilne oblike energije, imamo nestabilne oblike energije. Kaj je razlika? Razlika je v tem, da če lahko jaz nek svoj vir kadarkoli vključim pa kadarkoli izključim, ga smatram kot zelo stabilnega, kot zelo, bi rekel, prijaznega, zanesljivega. Če pa ta vir na voljo samo v določenih urah, samo v določenih obdobjih, se pa treba z njim malo poigrati. Moramo pol najti neko tehnologijo, ki jih njemu paše. Tipično, recimo, baterije so zdaj zelo popularne, ampak imamo tudi druge oblike hranjenja, recimo klasične stvari so kot vodne elektrarne. Hidroelektrarne so vedno bile tretirane kot nek tak stabilizacijski faktor v sistemu. Ker vedno delajo. Ker jih lahko vse čas kontrolirano upravljamo. In lahko vedno voda skozi teče in skozi je na voljo tam energije. Ja, pa tudi v bazenih se lahko te vode malo nabere, pa malo počakamo s to proizvodno, te malo spustimo, to vodo, da gre malo hitreje, pa malo več proizvajamo. In zdaj smo že prišla v to dinamiko tega sistema. To pomeni, če mi zvečer gledamo neko tekmo in se recimo neka velika masa ljudi usede pred televizorje, pa si mogoče še pržge kako stvar ali pa odpre hladilnike ali karkoli, to mi vse čutimo na drugi strani. In mi imamo takrat takoj nek ventil odpreti, neko elektrarno zagnati. Zelo pomemben del, ki se ga pa tudi ne zavedamo tako, je pa, da smo povezani, da smo povezani s tujino. In elektroenergetika, tudi plinske omrežje pa vse to, to je vse zelo prepleteno in tistem trenutku, zdaj, če se zgodi nekaj res velika, recimo pade ven elektrarna, bo vsa ta elektrika takoj preletela iz tujine. Aha, tako smo povezani. Ja. Tako smo povezani. Se pravi, neki dili so, neke, kako bi rekel po slovensko, dili, da če povezave, dogovori. Dogovori, se našla besedo. Dogovori z drugimi državami, da v primeru, da nam zmanjka, pride oni in obratno verjetno. Tako, ta mutual agreements, to pomeni sporazumi. Ja, vedno gledamo tako, da si v tem celotnem, in to je res ogromen sistem, to je cela kontinentalna Evropa je povezana v en sam sistem. Kaj pa, a ni ta izziv, recimo, ker zdaj greva lahko na ta super prevodnik, a ni ta izziv, da daljše razdalje prenašati električno energijo, je izziv, ker se zgublja. Zdaj pa, če nam elektrarne recimo odpovejo ali pa večja, pa dobimo iz Avstrije to energijo,
verjetno jo dobimo zelo manj učinkovito, ker se zgubi na daljši razdalji. Ja, je dobro vprašanje. Za plin ne drži. Ne? Plin lahko mi po cevovodu iz Rusije pač prepeljemo. Za električno energijo pa verjetno ne moramo iz Rusije prepeljati. Ja, tako bom rekel, koncentracija energije v plinskem sistemu je res zelo visoka. In tudi količinsko gledano, če hočeš neko ogromno količino energijo prepeljati, seveda plinovod zelo učinkovit medij. So pa tudi tam izgube, zato ker je treba tlak držati. In tudi tam ne gre čist vse skozi. V elektrosistemu so določene izgube, ampak recimo na nivoju prenosa gremo tle v par procentov. Na kaj? Mislim... To je tako, torej, če jaz iz Avstrije potegnem, ja? Pa v resnici nisem uvažil iz Avstrije, ampak sem uvažil iz Nemčije ali pa iz recimo Francije, se skupaj sam tako malo zamakne, sam potegne se ta plahta, te energije, tako da jaz bom vedno dobil iz lokalnih elektrarn ali pa iz sosednjih elektrarn energijo. Ampak prav izvor, torej transakcija, tista komercialna stvar je pa lahko tudi sklenjena iz Nizozemske, iz Grčije, iz kjerkoli. Ampak res te izgube v končni fazi poračunamo, imamo zelo pač napredne mehanizme, dogovore in ne predstavljajo tak velik izziv, kot bi predstavljali izziv to, da bi moral vsak sam zagotavljati to stabilnost na svoji nacionalni ravni. Ker če bi pa to morali narediti, pa pademo v tisto zgodbo, ko je bila bivša Jugoslavija tam nekje v 70-ih letih, redukcije pa te stvari. So bili zaprti? Nismo imeli tukaj povezavo s tujino, in če je šlo doma kaj narobe, je pol to takoj pomenilo, da moramo pa nekaj doma narediti. In če nismo imeli proizvodne, smo mogli takoj odmetavati odjema. In to pomeni takoj, ko se ti s tem sistemom mednarodno povežeš, se ti, bi rekel, za faktor 10,000 poveča ta sigurnost, stabilnost in tudi recimo Slovenija, se večkrat pogovarjamo o tem, da je neka elektrarna ven izpadla, ampak kaj se takrat zgodi? Pa čisto tujine to preleti, potem imamo pa seveda drug del teh dogovorov, da moš pa recimo v nekem zelo kratkem času, pa sam sebe nazaj gor spraviti. Torej ni zdaj to kar neskončno, zdaj bom pa kar visel na tujini, razen če bi plačeval, a bi bilo to pol... Ja, sem to moraš naprej plačati, se moraš naprej dogovoriti, če pa nimaš teh dogovorov, moraš pa takoj vrniti. In potem imamo pa te sistemske rezerve, in vsaka država v Evropi ima pripravljene neke vire, ki so hitro razpoložljivi, ki jih hitro aktiviramo in ki jih potem uporabimo v primeru, da pride do nekih večjih slomov. Če gremo zdaj nazaj na super prevodnost. Se sem hotel. Da ne vrtim. Kaj to pomeni? Ja, na sistemski ravni bi super prevodnost zelo prav prišla, če bi zdaj midva v resnici lahko energijo pripeljala, ne vem, iz Anglije, iz neke zelo oddaljene države. Iz Sahare. Ali pa iz Sahare, sonce. Zelo malo izgubami, z zelo visokim faktorjem učinkovitosti, in bi ustvarila tle nekje recimo v sredi Evrope, kjer so zelo velike potrebe, recimo to področje okrog Benetk ali pa to področje Južne Bavarske, kjer imamo ogromne, področje okrog Benetk? Ja. Zakaj pa? Industrija. Industrija tam od Milana do Benetk. Torej, sever Italije ima zelo močno industrijo in je ogromen ponor elektrike. Ogromno vseh obnovljivih virov, tudi v preteklosti. Jugovzhodna Evropa s svojo vodnatostjo je vedno bila nek tak, bi rekel, vir za velike porabniške centre po Evropi in ogromno te energije čez Slovenijo prodira direktno v Italijo. In sever Italije je tudi čisto drugačen kot jug Italije, zato ker na jugu imamo ogromno zdaj novih vetrnih pa sončnih elektrarn. Jug Italije je postal res močen izvoznik, ampak to ne pomeni, da je Italija kot celota izvoznik, zato ker ima
sever pa jug, v čist drugačni situaciji, ne, in ogromno te energije pol konča kar na severu Italije. In sever Italije je res en tak ponor. Torej imamo v Evropi različne te ponore, ne, in zdaj treba energijo iz nekih področji, kjer imamo viške, ne, pripeljati v neka področja, kjer so deficiti. To gre vse na sekundni ravni, minutni ravni, urni ravni. Ne. To je treba ves čas to bilanco na vsakem mikroobmočju držati. Energija teče preko daljnovodov. In zdaj, če bi bila superprevodnost, mogoče razloživa, kaj to je sploh. Ja, torej superprevodnost je, bi rekel, prenos električne energije, ne, preko nekega materiala pod posebnimi pogoji, pod, bi rekel, fizikalno-kemijskimi lastnostmi, ne, kjer se praktično njegova upornost tega materiala tako zniža, ne, da govorimo o prenosu brez izgub. Ne. In vsi ti materiali so zgodovinsko gledano napredovali, imajo pa še vedno izziv, ne, doseči to masovno integracijo v te ogromne elektroenergetske sisteme. Ne. To pomeni, poznamo določene implementacije teh materialov na nivo distribucijske ravni, kar pomeni nizka napetost, to so te naše napetosti 220 voltov, mogoče gremo tam nekje do 20 kV, ampak da bi prišli do tistih res pravih prenosnih moči, ne, kjer je pa treba tudi napetost gor spraviti, zato ker v elektroenergetskih sistemih se igramo z enačbo, ki pravi, ne, da če greš z napetostjo gor, pridobiš dosti več, kot če povečuješ presek daljnovoda, vodnikov. Ne. To je že stara stvar, to si pač Tesla uspel tudi praktično zamisliti in implementirati. Ne. In zato moramo iti na visoke napetosti. Ne. Na teh visokih napetostih pa seveda s temi superprevodnosti še nismo prišli do nivoja, kjer bi lahko govorili o neki praktični implementaciji. Je pa seveda trend zelo močen. Pa temperatura je problem, ne? Tako, temperatura je problem. Mi imamo superprevodne materiale, ampak zahtevajo zelo nizke temperature, ne praktično nizke. Ampak Eles pač čaka, ne, da te stvari pridejo v neko fazo neke komercializacije, ne, kjer bi potem lahko to v resnici uporabili v praksi. Obstaja ena organizacija v Evropi, ne, ki tudi bi rekel, zagovarja celo sfero superprevodnosti. Z njimi imamo veliko komunikacije, ampak zdaj, da bi na sistemski ravni to kar zagrabili pa začeli s tem delati, bo še malo trajalo. Je pa perspektivna stvar sploh za te aplikacije. Čeprav moram povedati, ne, da za te prenose na razdaljo, na dolge razdalje obstajajo tudi druge tehnologije. Ne. Lahko tudi z enosmernimi povezavami. To pomeni, klasični sistem je bolj izmeničen tok. Ne. To pomeni, če mi priključimo zdaj neko napravo, vtičnico deluje ponovadi na izmeničen tok, ampak če gremo iz izmeničnega, samo da gremo že na enosmernega, ne, pa povečamo napetost, ne, za kar rabimo zdaj ogromno teh novih polprevodnikov, pa bi rekel bolj sodobnih naprav, smo že zelo zmanjšali izgube, zelo povečali prenose. Ne, in vse te kabelske povezave, recimo, ki so danes zelo znane na severnem delu Evrope, ki povezujejo tudi tako imenovane offshore vetrne parke z kontinentalnim delom ali Evrope ali pa Anglije. Vse te povezave so v bistvu enosmerne. Ne? In s tem smo že praktično rešili, bom rekel, 90% vsega problema. Ne? Potem je treba samo še zdaj te investicije spraviti v nek, bi rekel, bistveno večji obseg, kot so danes. Ker tudi industrija... To pa traja, verjetno. Ja, industrija tudi za vso to povezovanje še ni pripravljena. Ne? Imamo tudi pomankanje teh kapacitet, zmogljivosti. Torej, to je zdaj fenomen, ki je zelo povezan z obnovljivimi viri. In obnovljivi viri so top zadeva zadnjih 10 let. In omrežja temu sledijo. Hitrost je zdaj malo odvisna od tega, kako so tudi bi rekel, vsi ti plani stabilni in zanesljivi. To pomeni, v
v Evropski komisiji pa Evropski parlament se zelo trudi narediti to investicijsko okolje čim bolj stabilno, ne? Ker proizvajalec rabi dobro pogodbo. Dobra pogodba zahteva močno firmo na drugi strani, to pomeni investitorja, to smo mi, ne? In investitor, kot smo mi, zahteva močno in spodbudno regulatorno okolje. Ker na koncu vse to ne more plačati drugo uporabnik električne energije. In pol prideva do cene in prideva do vseh teh elementov, ne, ki so pomembni. Tako da superprevodnost bo verjetno šla naprej, bo verjetno nekoč prišla tudi v te sistemske mega inštalacije, ni pa kritičen element, na katerega bi zdaj vsi čakali. Ne. Tako kot recimo tudi pri baterijah, ne, tam se tudi dosti pogovarjamo zdaj o teh trdih baterijah, pa ni to pogoj, da bi elektrifikacija recimo mobilnosti zares zaživela. Ne. Ampak če bi recimo bilo tisto, kar sem jaz slišal res, ne, se pravi, nek material se odkrije, ki ima super prevodnost na sobni temperaturi in je izredno poceni, ne, kako bi to vplivalo na recimo baterije, ki jih uporabljamo, ne vem, v pametnih napravah ali pa v avtomobilih, ali pa teh baterijah, ki jih vi uporabljate za hranjenje presežka energije v določenih obdobjih, ki ni potrebna. Ne? Ker slišal sem, da implikacija te tehnologije bi bila izrazita v prav baterijah, ne? Kjer v bistvu, če je super prevodnik noter, ne bi nobene izgube baterija med stanjem ustvarjala. Ne? Okay. Če je to smiselno vprašanje. Ja, nisem kemik in zdaj v detajle tega ne bi šel. Je pa tako, da že z današnjimi, bi rekel, učinkovitostmi baterija, se da v elektroenergetskem sistemu izvajati ogromno zelo kvalitetnih aplikacij. To pomeni funkcionalnost kemičnih baterij za sistem in na hišni ravni in na sistemski ravni je potrjena in dokazana. Torej z baterijami nimamo nobenih težav, da jih recimo praktično implementiramo v sistem. Za razliko od superprevoznic, kjer še imamo določene izzive. Tako da tu je zdaj samo težava cene. Oziroma, kaj narediti, kadar pa ti v baterijo ne daješ energije samo 1 uro ali pa 2 ure, ampak bi rad delal recimo 1 mesec ali pa 2 meseca. Potem pa 2 meseca je malo ven. Torej, kako zdaj... Kapaciteta. Ja, torej energijska kapaciteta. To pomeni, eno je močnostna kapaciteta, koliko moči potegneš vanjo, drugo je pa, koliko zdaj ta energija predstavlja še v nekem dolgoročnem pogledu, in za te aplikacije, ki grejo bolj na dolgi rok, pa ni tukaj težava v sami učinkovitosti baterije, ampak je bolj problem v ceni. Torej, kako narediti zdaj baterijo, ki bo dosti pocen in bo absorbirala dovolj energije, da bomo lahko, da rečem za Slovenijo, izziv, kako premostiti zimo. To pomeni, če imamo v energetiki rečemo v 3. sredi, v januarju, zelo malo sončenje, zelo visoko porabo, ljudje se ogrevajo, zvečer ob 7, 8 pademo v eno tako konično obremenitev, a imamo takrat na voljo neko energijo, in iz katerega obdobja je ta energija, ki jo takrat uporabljamo. Ker če je bilo 2 dni prej slabo sončenje, pa 3 dni prej slabo sončenje, bo vse tiste energije, ko smo mislili, da vam je bolj zmanjka. In to je pa en izziv, ki ga pri baterijah tudi superprevodnost ne more sama rešiti. Če ne bomo prišli stroškovno tukaj dol, je pa treba iskati pa hranilnike tudi kje drugje. To pomeni, če iščemo rešitev na sezonskem nivoju, to pomeni, kaj bomo delali poleti, po zimi, je, bi rekel, iskanje te energetske bilance, bi rekel, toliko velik izziv, da ga mogoče sploh ne bomo našli v kemijskih baterijah, ki delajo samo na elektriko, bomo mogoče to našli v tem, da se bomo pač ogrevali iz nekih neelektričnih virov. To pomeni, ne smemo zanemariti plin, ne smemo zanemariti teh
Ja, v premogu nisem mislil govoriti danes, ampak... Nisi fan? Ja, ali zakaj? Ne? Mislim, premog je fosilno gorivo. Ne? In če govorimo o defosilizaciji, imamo pri premogu edino možnost, da zajameva ves CO2 in ga potem nekaj shranjava. To je ena ideja Američanov, ki so na tem veliko delali. Tudi Evropa se je s tem ukvarjala. To je tako imenovan carbon capture and storage. In včasih se s tem CO2 da še polkaj koristnega narediti, tudi da bi se ga v kemijskih procesih uporabili. Ampak tu je seveda ves čas to vprašanje, obstaja še kaj božga. Ja. Ker končni cilj je, mislim, itak bo enkrat tega premoga zmanjkalo, dajmo to mogoče rešiti že prej. In s premogom smo v Sloveniji kar sprejeli cilje, da se ga neha uporabljati. Da zaključimo odnos. Tako, ja. Se mogoče greva lahko na to področje različnih virov energije. To je meni zelo zanimivo, pa bi me zanimalo, kaj ti misliš, da je prava pot pa strategija generalno za človeštvo, na podlagi informacij, ki jih imamo zdaj. Se pusva te inovacije, superprevodnike, fuzijo. Ja, ampak lahko se tudi na koncu tega dotakneva. Ampak zdaj imamo obnovljive, neobnovljive. Mi zdi, da so te dve kategoriji, pa lahko še ti dodaš. Pa me zanima, če malo naštejeva vsako, pa ti določaš enega favorita ali pa zmagovalca, pa zakaj se to zdi. Zdaj moram pa kaj. Malo spitja, čak jaz sem tole pogledam. Super sva, evo. Torej, jaz sem tle predstavnik Elesa. Okay. Jaz sem čist korpo človek in tukaj imamo zdaj full strings attached. Torej, jaz ne morem zdaj reči, kaj si mislim. Grem zvečer v poslo. Ofensi jedrske energije. Ja. Rečva. Kako bi ti rekel. Ja. In Eles mora na stvari gledati tako, da je več možnih opcij. Ja. Torej, ključna stvar je, da pridemo čez zeleno transformacijo, da bo sistem na koncu zelene transformacije zanesljiv, da ne bomo prišli v Bangladeš, in da bomo na koncu zelene transformacije preživeli s ceno. To je pa tista zelena premija, o kateri je Bill Gates dosti govoril. To malo pišeš. Ne vem točno kaj. To pomeni, vsi se zavedamo, da bo za zeleni prehod treba vložiti neka dodatna sredstva za neke investicije. Torej, čaka nas neko obdobje 10-15 let, ko bo ne samo na elektro, ampak tudi na kmetijskem področju ali pa na gradbeništvu, treba iti v neko preobrazbo in zato bo treba za neke produkte, za storitve plačevati več. In temu rečemo zelena premija. Ok, razumem. Se pravi, za ceno tega, da rešimo planet ali pa ga rešujemo, moramo več plačati. Tako. Ampak logika zelene premije ni, da bojo zdaj te cene ostale na tem novem nivoju, ampak logika zelene premije je, da se bo to nekoč vrnilo nazaj na današnji nivo. Pa še pod. To je pa tisto, kar je pa zdaj ključno, ko se pogovarjava o opcijah. Ali pa ko se pogovarjamo o tem, ali bomo delali vsak zase neki, ali bomo malo bolj zoptimirali. Kako dolgoročno gledaš? Ali bomo pametni, ali bomo neumni, ali bomo znali stvari postaviti tako trezno, ali bomo pa delali kar nekaj na hitro, pa na horuk. In če bomo delali prave stvari, bo ta zelena premija padla čist nazaj dol, pa mogoče imeli res še več neke samostojnosti v tem pogledu, ker energetika tudi hoče biti neodvisna od tujine, neodvisna od Saudijcev in podobne stvari. Geopolitike in vse to. In to se načeloma vse da doseči.
In zdaj, ko se pogovarjava o teh različnih opcijah, ne, virov in vsega tega, vse to pomalem vpliva na končni rezultat. To pomeni, mi lahko z nekimi slabimi odločitvami pademo v situaciji, ko bo zelena premija sem še stala na mestu ali bo šla še gor na koncu. In bo mogel cel investicijski cikl še ponavljati ali kakorkoli. In tega si tudi ELS ne želi. Zato, ker na koncu skrbimo za odjemalce, skrbimo za to, da bo cena stabilna. In kljub temu, da nas skrbi zanesljivost, nas skrbi cena, pa moramo podpirati različne opcije. Ker tudi v Evropi ne bojo vse države šle po isti poti v defosilizacijo. To je zelo pozitivno, ker bomo lahko gledali, kaj deluje v praksi. Ker če bi šli vsi v eno smer, pa ta smer ni prava, je velika težava. Ja. In torej Evropa bo šla v ta proces po različnih poteh. Poznamo malo ta bolj francoski način, ki je bolj jedrski. Poznamo ta nemški način, ki je bolj ni načina. Na vetru, na soncu. Veter, sonce. Torej ne smemo se norčevati iz teh stvari. Torej to so zelo precizne in legitimne smeri razvoja, ki pa imajo svoje pasti. Recimo ta nemški scenarij je zelo odvisen recimo od vodika. To pomeni, vodik v zeleni preobrazbi igra vlogo stabilizatorja. Tako kot sem prej rekel, da so bile v preteklosti hidroelektrarne stabilizator sistema, v nekem novem obdobju, ko imamo mi veter pa sonce, rabiš nekaj za premostiti tako imenovan efekt Dunkelflaute. Dunkelflaute je obdobje, ko imaš teden, 2, 3 noč vetra nad sonce. In za take stvari je treba najti neko rešitev. In v nemškem scenariju in v vseh scenarijih, kjer veliko stavijo na veter in sonce, je to vodik, ki ima zelo še malo teh, bom rekel, otroških težav, treba je preiti iz malih količin na velike količine, treba je znižati ceno, treba je proizvodno zagnati in to je kar velik izziv. Ampak ne mora pa kar a priori izključiti tega scenarija. Ne moramo reči, da to ni izvedljivo. To pomeni, pri vodiku je game changer bolj v smeri, če ga ne bi bilo. Torej vsi pričakujemo, da bo prišel, da bo deloval, da bo šel v pravi smeri. Če ga ne bo, bo nekaj čudno. Zdaj, zakaj bo do tega prišlo, če bi prišlo, ne vemo še, ampak vsi pričakujemo, da vodik bo. Ok, ampak ni pa 100% stvar to, ker je nepreverjena pri velikih količinah, če te prav razumem. Torej, največji izziv je zagotoviti komercialno vzdržnost. To pomeni, da pridemo s stroškom energentov na nivo, ki ga bo tista zelena premija požrla. Ampak to je zdaj vse stvar, bi rekel, politike države, vlaganj, ker iz tega prehoda iz inovacij v tisti scale-up deployment, ne veš, a proizvajalci malo nagajajo, ali dobavna veriga ni prav postavljena. Torej, dokler tega ne preizkusiš, dokler ne greš v te projekte, zelo težko rečeš, ali je tam kaj narobe, ali vse v redu. Pol se ne smeš zanašati preveč na take dele. Se pravi, če ti simultano zraven probavaš nekaj, pa upaš, pa zgleda, da bo delal, ne smeš pa upal polagati na ta del preveč. Ja, mislim, treba je stvar vzeti kot eno od opcij. Eno od opcij. Niti ne smeš biti preveč zaverovan vanjo, niti ne smeš spet dajati v nič. Ker zdaj, če daš pa v nič, pa spet ni nujno, da si naredil pravo stvar. Ravno ta teden je bila v Bruslu ena letna konferenca, na kateri so se zbrali vsi deležniki iz področja vodika. To je ena organizacija, ki se imenuje Clean Hydrogen, in zdaj, če bi naj kdo od teh fantov slišal, ali pa deklet, bi seveda vsako besedo zelo, zelo podrobno preanaliziral, pa
prišel verjetno tudi z nekimi svojimi zaključki, ne? Ampak recimo ta teden so se pogovarjali o nekem velikem projektu, ki bi bil v velikosti 20 milijard. Ja, pri katerem v Nemčiji. Ne, bolj relacija Južna Amerika, Evropa, proizvodnja vodika v Braziliji, transport v Evropo in ja, pol vse, kar je povezano še s plinskim omrežjem. To je neka elektrarna, ki dela na vodik. Temu procesu rečemo elektroliza. Elektroliza. Tako je. To pomeni, vzamemo električno energijo, jo priključimo, torej električno energijo, torej elektriko priključimo na napravo, ki se imenuje elektrolizer, in ta elektrolizer pretvarja energijo, električno energijo v vodik. Predstavljaj si, da daš en velik bazen z nekimi kovinskimi ploščami v kratek stik, in zdaj vsa ta kemija povzroči, da začne iz tega bazena ven brbotati vodik, pa imaš pa na vrh eno tako fajn punjavo, da ga zajameš in da ga začneš pol kompresirati v nek hranilnik. To je elektroliza. In potem imaš vodik, kako pa iz tega pol dobiš energijo? Ja, torej vodik sam po sebi je že energent, tako kot naravni plin, naravni zemeljski plin. Imaš pa potem dva načina, kako ga lahko uporabiš. En je ta, da ga spraviš v nek proces izgorevanja. To je klasičen način izgorevanja, tako kot plinske elektrarne ali pa kot doma gorilc na plinu. Samo da je pri vodiku mogoče malo bolj komplicirano, zato ker je bolj vnetljiv, je bolj lahek plin. Pa ne onesnažuje izpust tega procesa ozračja. Ne, torej, če smo iz elektrike, ki je bila zelena, proizvedla vodikove molekule, je to zelen vodik. Zakaj pa ne bi te elektrike z vodikom proizvedla, pa pol ustvarila več vodika? Se pravi, bi naredila cirkulacijo tega. Ja, to pomeni, pri procesu se en del energije električne zgubi. To pomeni, da ne morava ustvariti perpetuum mobile, pri vsakem taki transformaciji izgubljava. Je pa res, da je en način uporabe vodika ta, da greva iz elektrike v vodik, potem pa vodik direktno uporaba za ogrevanje, za transport, za različne namene. Drug način je pa ta, da pol vodik peljeva v gorivno celico in iz vodika potem preko gorivne celice pa pretvorva to energijo vodika nazaj v elektriko. Ampak seveda tu so pa za izkoristki pa zelo problematični. Torej tu pa zgubljava, tu prideva mogoče se skupaj na 30%, kar ni tukaj problem z vidika samega vira, to pomeni, da zgubljava primarni vir, ampak je bolj problem z vidika investicije, ker moramo imeti pa vse investicijo tako, ki bo donosna. To pomeni, če imamo nek postroj, 1 megawatt elektrolize plus gorivne celice, mora priti s to investicijo čez, to pomeni, moramo imeti dosti zanesljiv vir na vhodu, to pomeni, je že pol vprašanja, je lokalna sončna elektrarna dosti, ker nima tukaj obratovalnih ur, potem moramo imeti čim več obratovalnih ur, da se nam to vse skupaj splača. In ja, zdaj smo malo zašla v sam vodik. Se greva lahko po vrsti. Ja, ampak vodik, sem rekel, je zelo povezan z soncem, vetrom, ker je, bi rekel, en od pomemben komplementarni vir k tej proizvodnji. Ampak na drugi strani imamo pa seveda jedrsko energijo, ki pa je v osnovi stabilen vir. To pomeni, jedrska energija z celotnim procesom zagotavlja, bi rekel, preskrbo z energentom, neodvisno od trenutka, časa, sezone ali česarkoli. In pri jedrski energiji zelo hitro prideva ven iz območja debate o elektroenergetiki, takoj prideva na družbeno debato. To pomeni, ali
ali so tveganja jedrske energije obvladljiva, ali neka država to sprejema ali ne. Slovenija je jedrska država, to pomeni, s tem nimamo težava. Ne. So pa države v Evropi, ki imajo s tem težave. Ne. In zato Nemčija, recimo, ne? Razlike. Nemčija po novem, Italija, Avstrija še dlje. Ne. Zakaj pa? Mislim, malo se lahko tukaj ustavlja, ker se mi zdi ful taka goreča debata v družbi. Pa tukaj sem se pred enim letom pogovarjal z enim predstavnikom Greenpeacea, pa sem ga sprašoval o jedrski energiji, pa oni so proti, pa sem rekel, zakaj. In je rekel, izključno zaradi odpadkov. Jedrskih. Tako da zdaj me zanima tvoj generalni pogled na jedrsko energijo, kakšna so tveganja, ki smo jih videli v zgodovini, ne? Zdaj trenutno, a je tehnologija se izboljšala, kaj se je naredilo na področju varnosti, a ne? Recimo imamo primer Černobila pa Fukushime, ne? Ja. To me malo zanima, pa jedrski odpadki, ne? Kaj z njimi narediti, pa a jih znamo dobro skladiščiti, odstraniti, ne vem, kaj z njimi delamo. Ja. Zdaj bom tistega jokerja korporativne čelade uporabil. Res ne bi bilo korektno, da zdaj izražam stališča, ne, glede tega, kaj si mislimo o tem, kakšne so tveganja jedrske opcije, kakšne so stvari glede odpadkov, pa glede možnosti nesreč in vsega tega. To res nima nobene veze z Elesom. Ja, okay. Če bi zdaj tle karkoli rekel, bi bila to stvar mojega osebnega notranjega prepričanja. Ne smem iti tako daleč. Tisto, kar vem in tisto, kar mislim, da dosti pove o celi stvari, je, da sami odpadki v osnovi itak niso. Torej, ko ljudje razmišljamo o odpadkih, ponavadi razmišljamo o gorivu, ne? Ampak tle ne gre za gorivo. Ne? Torej, v večini primerov vse, kar se pogovarjamo o skladiščenju odpadkov v Sloveniji in vse te stvari, ne, to so vse odpadki, ki nimajo nobene veze z gorivom. Ne? To pomeni, to so vse tiste naprave, orodja in skafandri in vse tisto, kar pač pride zraven in se kontaminira ob sami, bi rekel, ob vzdrževalnih delih. Stane radioaktivno. Ali kako? Tako je. Ne. To so večinoma ti odpadki, o katerih se v Sloveniji pogovarjamo. Ne. Samo gorivo ostane v elektrarni. Ne. To pomeni, se sploh ne premika. Glede varnosti pa to je pa zelo težka tema. Ne. Torej, če bi hotel karkoli glede varnosti povedati, je pa to nekaj, kar je treba res vprašati ljudi, ki se na to zares poznajo. To pomeni, da bi zdaj jaz ocenil, a smo mi zdaj tle v nevarnosti ali nismo, ali smo to čisto odpade iz debate. Ja. No, čist varno ni nič, a ne? Bolje vprašanje, a je tveganje, ki ga sprejemamo dosti nizko za output, ki ga prejmemo. A ne? Se pravi, recimo temu, da je jedrska energija čista, a ne? Proizvaja veliko energije neodvisno od letnega časa, okolja in podobno. Ne? In zdaj to so neki benefiti. Minusi so pa jedrski odpadki, pa neko tveganje, ki ga sprejmemo, če gre kaj narobe. A ne? In to je vprašanje, ki so ga v Nemčiji drugače odgovorili, kot so ga odgovorili v Franciji. Ne? In zdaj me zanima, kaj ti misliš, če bo želel odgovoriti, lahko tudi ne, ampak a so v Nemčiji se prav odločili, po tvojemu mnenju, ali so se prav odločili Francozi? Ne? Ok, greva še en korak naprej. Torej, glede Nemčije moramo ves čas razumeti, da to ni bilo samo tehnično, strokovno, ampak tudi politično vprašanje. Zato, ker je prišlo neko obdobje, ko so zeleni precej
močno vstopali v parlament, in se je morala politika na to odzvati, in odzvala se je na ta način, da so potem tiste, da rečem temu, mainstream stranke pač potegnile to potezo in uspele prepričati volivce, da so pač šli v neko stabilno politično smer za naprej. Zdaj, kaj bi bilo, če bi bile politične razmere takrat drugačne, ali pa če ne bi bilo Fukushime, ali pa če bi se to dogajalo, to nihče ne bo vedel, zato ker to je zdaj za nami. A smem samo eno stvar, recimo imamo primer UK-ja in njihovega referenduma glede Brexita. Se pravi, tam imamo podobno situacijo, se pravi, ni se odločalo tehnično, ni se odločalo. Jaz bi trdil, da se ni odločila racionalno. Strokovnjaki vemo, na kateri strani so bili. Ljudstvo se je odločilo, da Velika Britanija izstopi iz evro območja. In zdaj imamo že nekaj podatkov, da to ni bila ekonomsko prava odločitev za njih. In zdaj tukaj imamo, lahko rečeva, slaba odločitev. Recimo, z nekimi podatki operirava, čeprav se nekateri še vedno ne bi strinjali, ampak tako, zdaj pa, če to preslikava, a lahko rečeva kaj na to temo Nemčije pa jedrske politike. Ok, če pogledamo Brexit, res je, prišlo je do odločitve, ki se danes dokazuje kot slaba, ampak če bereva intervjuje z Barnierjem pa vsemi, ki so bili vključeni, je pa vsem treba razumeti, da so politiki v Angliji, ki so zagovarjali Brexit, izkoristili neko situacijo, ki ni bila rešena. To pomeni, Evropa takrat ni imela pravega odgovora na vsa politična vprašanja in to so ti politiki izkoristili. Imaš v mislih migracije? Točno to. Ja, okay. Točno to je. Okay. In zdaj, kaj hočem reči, to pomeni, če imaš ti v družbi neko stvar, ki tli, potem seveda dobijo vse te opcije, ki so bolj skrajne, dosti več moči, da se s tem igrajo. Tako da ni vprašaj samo, kako se je to speljalo, zakaj je do te odločitve prišlo. Vprašanje je, zakaj smo sploh dovolili, da so ti momenti nastali, da Evropa ni prej reagirala na te stvari. Ker danes je Evropa že drugačna, danes že ima Evropa neke rešitve tle. In zato, če zdaj poskušam to na nek način prevesti na jedrsko energijo, so momenti, to pomeni politično, da rečem 5 let nazaj, jedrska opcija sploh ni imela možnosti. Zdaj so že neki novi razvoj, tehnologije so šle naprej, pogovarjamo se in o večjih novih reaktorjih in o modularnih reaktorjih. To pomeni, opcije na jedrskem področju prihajajo, tehnologija se razvija naprej. To pa pritisk zaradi vojne v Ukrajini, pa sankcij z Rusijo. Tako, dvig cene opcija plina je šla... Pa če greva v element tiste zelene premije, pa vsega tega. To pomeni, zame je jedrska opcija z vidika energetike kot take relativno straightforward, znana, preko neka taka racionalna smer razmišljanja. To pomeni, vse, kar delamo res daleč stran od tega, bo verjetno stalo več, ampak dokaze za to pa spet nimamo. To pomeni, lahko da imamo takoj za vogalom že neko tehnologijo, ki bi bila pa super trooper fancy in bi vse to obrnila na glavo, ampak to je pa tisto, a si upamo na to staviti, a bomo kot narod zaradi tega trpeli, koliko smo pripravljeni za to dati. In zato se mi zdi, da kljub temu, da se res korporativno ne opredeljujem za nič, nek zdrav razum v zadju da kaže na to, v katero smer moramo. Kaj pa odpadki? Recimo, kaj je odgovor? Recimo, če rečeva, jedrska energija je prava smer, kaj pa z odpadki narediti? Koliko je to velik problem, po tvojem mnenju? Odpadki so, bi rekel, z vidika energetike, stvar premišljenih projektov, premišljenih potez, in upravljanja z vsemi tveganji, ki pa po mojem
v smislu neke tiste hude debate o tem, ali bo to na nacijo vplivalo v nekem negativnem smislu, to ni relevantno. To pomeni, odpadki sami kot taki so bolj stvar dobrega ekonomskega in projektnega menedžmenta. Tako da, mogoče ne poznam vseh argumentov, ki so bili na mizi okoljskih, ampak seveda s pravim pristopom, z nekim premišljenim ravnanjem. Mislim, da je ta problem tako relativno manjši od vseh drugih problemov, ki bi prišli, recimo, če bi bil to edini problem, pa bi zaiskali samo zaradi tega vse druge alternative. Recimo, ja, razumem. Tako nekako. Kakšna je pa politika Kitajske tukaj, če kaj spremljaš? Ja. Ko so velik porabnik energije, ne? Ja. Kako so se oni odločili? Ja, Kitajci imajo izziv z defosilizacijo, predvsem zato, ker jim je v zadnjem času zelo narastla poraba. Industrializacija se dogaja z neverjetno hitrostjo tam. Ampak so pa našli določene niše, ki pa mislim, da Evropo zelo precej skrbijo. Recimo, Kitajci so zelo številka 1 glede elektromobilnosti. Je zelo povezana s tem. To pomeni, ti pri defosilizaciji vedno gledaš primarne emisije, sekundarne emisije, terciarne emisije. Torej vedno gledaš celo verigo. Se pravi, proizvedeš energijo, koliko si emisij ustvaril, koliko porabljaš, koliko si... Tako, transport, pa vse te stvari se seštejo. In zdaj, če imaš ti na strani porabe, na strani odjema, opcijo, da na hitro dekarboniziraš en ogromen del odjema, samo tako za občutek, promet ustvari, mislim, da približno četrtino vseh emisij. 25%. Nekje tu. In to je ogromno. To ni zdaj neka mala stvar in promet še narašča in ga bo vedno več. A to je, se obračujem, to je transport vsega, kar se dogaja na zemlji. Letalski, ladijski. Heavy duty, osebni. Okay. Se pravi, premikanje iz točke A do točke B. In če bojo Kitajci res pripravljeni, ta odjem energentov, ki je povezan s transportom, dekarbonizirati recimo v naslednjih 5-10 letih, in če bojo tle ustvarili, tako kot se zdaj kaže, neko konkurenčno prednost, nek competitive advantage proti predvsem evropski avtomobilski industriji pa drugem svetu, potem jih zna to fajn naprej potegniti. To je tak močen driver. Zato Kitajcev ni za podcenjevati. Recimo Kitajce je svet glede tehnologij zelo podcenjeval, že več fazah. Recimo Oleg Deripaska je investiral ogromne zmogljivosti recimo v proizvodnjo aluminija. To je bilo tam 15-20 let nazaj. Zato, ker so vsi 100% stavili na to, da bo na Kitajske manjkalo aluminija. In da ne bojo Kitajci nikoli sposobni narediti tako kvalitetnega aluminija kot drug svet. Vse je šlo v franže. V par letih so Kitajci uspeli iz uvoza postati izvoznik aluminija. In res jih ni za podcenjevati v tem pogledu. Na vseh področjih znajo zelo hitro priti naprej. Malo tudi zaradi tega, ker imajo, poznamo te komunistične režime, imajo močno komando, malo manj... hitro v eno smer se lahko usmerijo. Nimajo tega antitrusta, nimajo teh konkurenčnosti. Nimajo referenduma za Brexit. Pač on se odloči. Tako da recimo Kitajci imajo eno zelo močno smer delovanja, da hoče povezovati različne kontinente energetsko. In lahko da bojo Kitajci to res uresničili, da se bojo oni povezali recimo in elektroenergetsko, ne vem, lahko se povežejo mogoče s sosednjimi državami, in tudi čez kontinentalno, to pomeni, da se pripelje en del te energije iz drugih kontinentov in mislim, na kak način bojo celo to ekonomijo pripeljali, ne vemo, ampak trenutno je res. Kitajci zaradi hitre rasti proizvodne so dosti slabši od Evrope in tudi recimo Francozi so eno svojo subvencijo
na električna vozila, ne, zelo spretno povezali na emisije primarnega vira in so se s tem pač rešili, da bi subvencije iz francoske državne blagajne šle za kitajske avtomobile. Ne, to so taki... Pravi, da je važen, iz kje pride energija, ki jo uporabljaš, ali kako? Ja, torej, to je poseben primer, ne, ampak recimo, ker je francoska električna energija po primarnem viru ogljično dosti bolj nevtralna kot kitajska, ne, so postavili neko črto in so rekli, vse, kar je manj ogljično od X, ne subvencioniramo na nivoju električnih avtomobilov, ker skoraj nima direktne povezave, ampak vse to se na svetu počne. Ampak Evropa mora to početi zelo previdno in ne moramo tako kot v Ameriki, recimo, ko je prišla v Ameriki ta spodbuda za Inflation Reduction Act, oni so kar direkt rekli, ne subvencioniramo ničesar, kar ni iz Združenih držav. Tega Evropa ne more narediti. Evropa mora vedno delati stvari na bolj sofisticiran način. Kaj pa električni avtomobili, tako na splošno? Ja. Zdaj je velik nek tak vpliv tega, ali pa gremo v to smer, vedno več se jih prodaja vsako leto. Malo lahko Teslo pokomentiraš, Elon Muska, kaj se ti zdi pozitivno, negativno, recimo, kakšne so nevarnosti. Pa zdaj, če imamo mi neke cilje, do leta 2030, mi želimo to imeti ali pa nehati prodajati avtomobile na notranje izgorevanje, a je sposoben naš sistem, električni ali pa energetski sistem, to vse sprocesirati? Pa je to dobra smer, ker sva rekla, promet toliko ustvari ogljika. Ja, to je izredno široko vprašanje. Dobra debata. Električna vozila v tem trenutku predstavljajo, po mojem mnenju, ampak mislim, da tudi v stroki zdaj to že kar velja za pravilo, najbolj zanesljiv in najbolj direkt način za preobrazbo mobilnega sistema. To pomeni, to je stvar, ki je pripravljena, tehnološko razdelana, vse tehnologije so zrele, razen tistega, čemur pravimo visoki stroški baterija, ki se pa tudi znižujejo, in Kitajci dokazujejo, da to ni nek bav, ampak da se tudi v tej verigi včasih pojavi kakšna marža, ki je morda nepotrebna, da električni avto naredi danes ni noben problem. In če hočemo govoriti o realni dekarbonizaciji do leta 2030, kaj druga, kot to danes nimamo na mizi. Kaj je to dekarbonizacija? Se pravi, da ne ustvarja noben avto? Prej sem rekel defosilizacija, kar je bolj točni izraz. To pomeni, gre za tako imenovan zero tailpipe sistem. To pomeni, da skozi izpuh ne pride nobenih emisij CO2. Je pa res, da je zdaj v zadnjem času prišlo tudi do opcije, da lahko nekoliko z biogorivi še poflikamo zadeve. Ampak biogoriva imajo pa spet neke druge probleme, ker je to zelo težko peljati v neko resno dekarbonizacijo preko biogoriv. To pomeni, biogoriva so izziv, elektrifikacija je nekaj, kar je bolj straightforward in poznamo. Ja, izziv je bil recimo 10-15 let, ker ni bilo nekih normalnih električnih avtomobilov. In ko si omenil Elona Muska, torej njegova zasluga je, da je pač rekel, da se to ni tako kunšt, seveda je imel v rokah ogromno denarja, je lahko vrgel to karto. In predvsem, bom rekel, evropski avtomobilski industriji pokazal, da njihova logika, to pomeni, pa tudi Japonci imajo isto logiko, torej ta prehod preko hibridov, preko priključnih hibridov, da imaš dva motorja, enega klasičnega, enega električnega,
da to ni glih tista optimalna pot. Musk je tudi vodik že v zelo zgodni fazi zavrnil, in je rekel, gremo v elektriko, na polno. Naredil vse te modele, od S-a do X-a do trojke, do vsega, kar se zdaj počne. In s tem predvsem zdražil evropske proizvajalce. Pričemer je res, da je bil v bistvu za Kitajci v tisti fazi razvoja. To pomeni Warren Buffett z BYD-em je že takrat prednjačil in še danes kar z lahkoto konkurira Tesli. Ampak to so zdaj vse bolj kot ne že neke tržne stvari, to je zdaj že malo geopolitike in vsega tega. To pomeni, električni avti so zrela stvar in funkcionirajo. In so po tvojem mnenju prihodnost? Ja. Okay. Torej, danes razmišljati resno o nakupu električnega vozila je za mene trezno ravnanje. Okay. Kar se tiče infrastrukture, se pogovarjamo o neki, jaz bi temu rekel, neki mehki tranziciji, ker eni grozijo, eni pravijo, ni nobenega problema, jaz mislim, da je resnica nekje. O čem grozijo pa? Kje ni problema? Da ne bo dosti elektrike, da ne bo dosti polnilnih mest, da ne bomo imeli kje fila, da bo treba recimo spremeniti navade ljudi, da zdaj ljudje ne bomo več mogli, tako kot on sam se usest pa pelati, ampak da bo treba razmišljati pa se pripravljati pa vse to. Torej, tukaj je res ogromno enega šudra in mislim, da najlažje je, da se usedeš v električni avto, sprobaš, vidiš, kako to funkcionira na tvojem perimetru in se nekako pojaviš v tem novem svetu. In zame so zelo pomembne stvari tu, da tudi skozi ELES to zelo promoviramo. Da ne gledamo samo zdaj te prve faze, pa druge faze, da gledamo malo, kaj se bo zgodilo, ko bo masovno stvarno odvršla. Tudi ELES se zelo zavzema, da že danes gradimo in ljudi ozaveščamo in usmerjamo v tiste rešitve, ki bo na koncu ta prave. Ker zdaj, če smo uporabnika navadili, da bo 5 let avto električno uporabljal na način A, zdaj ga moramo pa po 5 letih zaradi masovne penetracije navaditi na nekaj drugega, je to zmeda. In če lahko grem malo v ta detalj. Seveda. ELES vidi električno mobilnost pa tisti elektroenergetski sistem kot del ene celote. To pomeni, mi ne maramo preveč ločevati tega, da moramo z mobilnostjo razmišljati čisto v smeri A, z defosilizacijo teh primarnih virov, sonce, veter, pa čisto v smeri B. To pomeni, nam se zdi prava logika, da to povežemo v celoto, pa ne zato, da bi zakomplicirali ljudem življenje, ker to postane pol ful zakomplicirano, ampak zato, ker bo enostavno to na koncu vplivalo na eno zelo pomembno stvar, to je cena goriva, cena energenta. Ker danes se pri električni mobilnosti bolj ukvarjam s tem, koliko avto stane, imam polnilnico, nimam, kje bom filil, ali bom v mestu, ali bom doma, ali bom ne vem kje, na hitri polnilnici. Ampak v končni fazi bomo pa vsi sam gledali, po kakšni ceni polni. In pa primerjali to uporabo z uporabo klasičnega avtomobila. Tudi recimo, Pa enkrat bo nesmiselno, cenovno, stroškovno uporabljati klasični avtomobil. Torej, jaz sem od par evropskih proizvajalcev videl številke, ki kažejo, da bo električni avto na tem total cost of ownershipu kar krepko pod benzinskimi avtomobili. Kar naj ne bi bilo pri vodikovih, zato pri vodiku na osebni transportni ravni ni nujno, da bomo prišli zraven. Ampak pri tem stroškovnem delu, če bi se mi zdaj čez 10-15 let pogovarjali isti stvari, pa bi jaz rekel, jaz sem pa ta teden filil avto, ne vem, za 10 centov, ti si ga pa filil za 25 centov po kilovatni uri. Bi se ti počutil
malo prekrajšanega. Seveda. Sploh, če sem jaz to filil zato, ko imam neko privat bajto, pa fajn priključek, pa vse to. In tu se lahko pojavijo tudi neki socialni izzivi in problemi. To pomeni, da mogoče ljudje v več stanovanjskih objektih ne bojo imeli takih priložnosti kot ljudje v privatnih objektih. Spravo, da bo eni imeli cenejšo električno energijo. Električna energija se cel dan spreminja. To pomeni, v teh koničnih intervalih, ko se več rabi, je dražja, stvari se tudi spreminja. To pomeni, čez dan je danes elektrika dražja kot po noč. Imamo to nočno tarifo, ampak s tem, ko prihaja sonce in veter, bo te količine tako velike, da bo elektrika čez 5 let, čez dan cenejša kot po noč. Ja, ker je takrat lahko proizvajaš. Ja. In zdaj, če to povežemo, to pomeni, da jaz moram avto filati takrat, ko sem v službi. Zdaj pa kje imam jaz tam polnilnico? Verjetno bo vsak parking mogel imeti. Ja, ampak to niti ni, ne vem, kje ljudje puščamo vozila, ampak velikokrat jih puščamo na nekih parkiriščih, ki so del, bi rekel, objekta našega delodajalca. In to so privatna mesta velikokrat. In zdaj ta privatna mesta pred firmami ali pa na javnih parkiriščih, ki so pa zaprtega tipa, bojo verjetno najcenejša opcija za doseganje nizke cene energenta. Zato moramo biti zelo pozorni na te stvari, da prav čas začnemo opozarjati delodajalce, da začni nekaj delati na tem programu. In ne samo, da razmišljamo o teh službenih avtoparkih. Tudi, rekel, v firmah je treba omogočiti, da zaposleni polnijo svoje električne vozila, ki pridejo v službo in pustijo avto na parkingu pred firmo. Recimo, to so te, rekel, rešitve, ki izhajajo iz povezave med električnim in energetskim sistemom, pa se zdijo precej komplicirane. Ampak recimo, če šel kupiti električen avto, ti o tem noben dealer ne bo kaj dosti povedal. On ti bo dal recimo en kabel, ti bo rekel, tukaj imaš mogoče še eno kartico, 5 let in deset, pa se pa znajti. Zdaj so itak early adopteri v temu modu kupovanja električnih avtomobilov, zato sem rekel, da je zelo pomembno, da se ta motivacija, da rata samoumevno, da kupaš električni avtomobil, ker je enostavno stroškovno neprimerljivo z navadnim avtomobilom. In do tja nas bo verjetno pripeljala tako, kot ponavadi tehnologija. Zdaj pa še ta praktični aspekt polnjenja. Lahko tudi tehnologija pride do te točke, da ni potrebno par ur pustiti avta, da se polni. Zdaj imamo opcijo teh superchargerjev, ki jih dela Tesla, to je 20 minut, mislim, da. Zdaj, če se to spusti na 10 minut, to ni več toliko drugače, ko greš na pumpo. Na pumpo greš, nekaj časa tankaš, potem greš noter, čakaš v vrsti, eno čokoladico kupaš, greš na WC, mogoče boš vmes kavo kupil, in bi lahko bila baterija dost polna, da priješ do doma. Tretja stvar je pa menjavanje baterij. Se pravi, da prideš nekam in za malo večji znesek ti dejansko iz avta zamenja prazno s polno baterijo. Zelo hitro. To so vse neke tehnološke inovacije, ki bi rešile tudi te težave. Da bi pumpe še vedno obstajale. Ja, seveda. Veliko študiramo vsa ta področja in recimo, če govorimo o hitrem polnjenju. Verjetno se bo čez par let pojavil avto, ko bo imel 1500 km dosega, pa ga boš napolnil v 5 ali pa 10 minutah. To mislim, da je že zdaj celo ena ideja Toyote, mislim, da so že razvojno precej blizu temu. Ampak zdaj, če pogledava čisto, da na hitro preračunava, to je verjetno baterija, ki ima vsaj 150 kWh, pa če jo nafilamo v 5 do 10 minutah, bomo mogli imeti približno megawatt moči na tej lokaciji, da bomo to naredili. Aha, ok. Tam pa vi pridete. Mislim,
to seka. Ne? Mislim, ko se v takih stvarih pogovarjajo, ne moramo vedeti, da to vpliva na nekaj. Ne? To pomeni, megawatt ni več 220 voltov, ne? To je pol 20 kV priključek, to je tisto do tega lokalnega transformatorja, in rabimo že kar en tak priključek samo zato, da en avto na ta način polniva. Pa nočem groziti s tem, samo hočem reči, ja, to bo super, to bo fajn, ne? Ampak kako je kompleksno to. Nisem prepričana, ne, da bomo pol kar vsi to napolnili, pa da ne bo nobene druge opcije, ki bi bila zanimiva. Ne? Ker konec koncev na osebnem delu, ne, so vozila ves čas stoječa. Ne? Danes, če pogledaš, koliko časa uporabljamo vozila, je priložnosti za filanje toliko, da ne moš verjeti. Ampak zato pa moramo razumeti, ne, da ja, če bi zdaj to hitro mega polnjenje v 10 minutah stalo 3-4 več, kot če jaz doma pustim avto, pa ga počas polnim. Ne? Bom verjetno zainteresiran, da uporabljam obe opcije. To pomeni, ko grem na dolgo pot, bom uporabljal tisto sta hitro. Če pa nimam te potrebe, bom pa lepo srkal to sistemsko poceni sončno vetrno energijo. Ne? Zelo pomembno je, da ljudje razumemo, da ni treba, da je to sonce glih iz domače strehe. Ja. Da to čez omrežje pride v vseh mogočih oblikah, iz kjerkoli smeri, zato sva prej govorila o čezmejnem prenosu, lahko da bo to na koncu, ne vem, veter iz Madžarske ali pa iz Avstrije. Torej, te opcije morajo biti odprte, avti bojo verjetno za take pocen polnjenja morali biti priključeni. Ja. To pomeni, kabel bo moral biti precej priključen, ker to danes ni tako zanimivo. Tudi tam iščemo neke rešitve, da bi se to malo zautomatizirali. Mogoče bo ta avtomatizacija priključevanja še bolj pomembna od vsega druga, kar se pogovarjamo. Sej ta moj robotski sesalnik, on se zapele na neko površino in se polni. Vidiš, to je to. In zdaj, če greva še malo, da vas se še malo privoščite, če greva zdaj v avtonomno vožnjo, boš imel robot taksi, ki te bo pobral, te bo odložil, bo šel nekam, in nič, naj se nekje priključ, naj se tam nafila. A pa naj drugi ljudje voz med tem. Ampak vse te opcije so res za premisliti, za preštudirati. Tako, kar se tiče tistega najpomembnejšega dela, danes se predvsej ukvarjamo s ceno električnih vozil. To pomeni en velik premik bo treba ustvariti, da se bojo tudi tisti, rekel, socialno bolj ranljivi, odločili, da grejo iz današnjega vozila na električnega. In tu imam zelo na hitro sam odgovor, da recimo v Evropi so se v vsem tem obdobju razvoja električnih vozil so se vozila podražila za okrog 40-50%. To pomeni, da danes težko dobiš vozila v tem socialno ranljivejšem delu cene. Na Kitajskem so pa v tem času cene padle na polovico. V istem obdobju. V istem obdobju. To pomeni, to je zelo tudi tista največja bolečina Evrope in Evropske komisije, da bo ta pritisk po ceni vozil iz Kitajske tako močen, da bo treba. Zdaj bo seveda evropska industrija na to odgovorila z boljšimi produkti, z boljšimi izdelki, z vsem tem. Ampak v končni fazi, ko so Japonci udrli v Ameriko v 70-ih, 80-ih z Hondo, s Toyoto, na koncu ni bilo pomoči. Bilo treba tudi začeti poceni avte delati. Ja, se strinjam. To je vse dobro za uporabnika, ampak to nas čaka. Jaz sem za informacijo, zvedel sem, da se pričakuje na tem tovornem delu, ob elektrifikaciji, torej ko se bo elektrificiral tovorni promet, ko bo tovornjaki postali električni, je neka ocena, da bo potreba po vzdrževanju približno 4-krat manjša od današnjih potreb. Mnogo manj kompleksen je stroj, električni avto. Tako je. In vse te stroške na koncu moramo vzeti v zakup, in če bomo prišli v elektrifikacijo z nekimi cenami, ki bojo sprejemljive za ljudi, ne vidim poti nazaj.
Se bo avtomatsko zgodila neka snežna kepa. In tudi, ko si prej omenil early adopterje, zdaj tega počas konc. Zdaj gremo v naslednjo fazo. Ja, torej ta stol, ki se je ravno ta trenutek zgodil, nekateri dosti govorijo o tem, da se je zelo malo ustavilo vse skupaj, tudi malo zaradi slabših kreditnih pogojev, posega, kar se dogaja v bančnem sistemu. Resnica je tudi v zadju, da smo zdaj za early adopterje že poskrbeli, zdaj moramo poskrbeti za tiste bolj sredinske uporabnike, ki so pa malo bolj zahtevni, ki pa hočejo malo več garancij, hočejo biti malo bolj ziher, in tu bo seveda cena ključna, in jaz mislim, da bo tudi cena pol prepričala, da se bo to lepo nadaljevalo. Čeprav, če gledava številke prodaje Tesla in vseh teh proizvajalcev, gre to lepo naprej. Ja, zelo, ja. Uroš, ful ti hvala, no. Mene je bilo izvrstno, ful me zanima ta tematika in ti si jo znal lepo predstaviti. Pa rad bi se ti res zahvalil za tvoj čas, no, ker si ga vzel v svojemu zasedenemu urniku, da si malo z mano poklepetal. Tako da, ja, želim ti vse dobro še naprej. Ja, hvala. Tako bi rekel, z vidika vsega, kar počnemo v svojem vsakdanjem delu, je bila ta izkušnja zame nekaj čisto novega. Ni se videla. Ja, ponovadi imam zelo kratke nastope, zelo usmerjene, zelo decidirane v to, da neko sporočilo damo ven. In mi je bilo všeč. Res sem vesel tega povabila. Morda nisva tukaj zašla v te procese ustvarjanja, kreacija, ki so tudi v zadju tega inovacijskega dela, mogoče na začetku sva se tega malo dotaknila. Ja. Kjer moram tako reči, so znanje, ki ga imam danes in ta širina iz nekih drugih, ne tukaj električnih področji, izhaja iz te močne, bi rekel, progresivnosti firme, ki je tle res naredila nek preboj. In da ne bi tega pozabil, ker res z vidika korporacije ne bi bilo korektno. Eles je danes res malo drugačna firma in v Sloveniji in na evropskem prostoru. In če sam dam par primerov, naši projekti na področju pametnih omrežij so tu prepoznani, da recimo tudi na neki evropski ravni ali pa celo na svetovni ravni, z vsem, kar pač tle v zadnji moraš narediti, tudi na področju PR-a, Eles naredi projekte, o katerem piše Forbes. Eles naredi projekte, ki dobijo neko nagrado pri Svetovni agenciji za energijo. Imamo 2 taka projekta, ki sta take nagrade dobila. In mislim, ta ustvarjalni proces, ki je v zadju tega, pa da ne pozabimo, ta strokovna moč strokovnjakov, ki morajo vse te tehnologije na koncu spraviti v življenje, ki morajo na nek način pretvoriti ideje v prakso. Pa predvsem ta management, torej ta podpora, ki jo rabiš, da iz neke zelo klasične panoge, ki je elektroenergetika, prideš v neke inovacije, kjer je treba nekaj probati, nekaj štartati. Dam primer, torej Eles je tam leta 2016 štartil projekt FutureFlow, ki je z vso podporo direktorja Mervarja in z vsem, kar smo takrat morali narediti, v enem koraku ustvaril partnerstvo 12 firm, manjših, večjih, ki so pridobile 13 milijonov nepovratnih sredstev iz Evropske komisije, direktno iz Bruslja. In ja, ta prepoznavnost je za nas zelo pomembna, in smo nekako prišli v eno čisto novo obdobje, v neke čisto nove čase. Vse, kar sva pa govorila, rekel,
ob današnjem pogovoru, je bilo pa res zame en nov svet, ki se ga pa zavedam, in tudi tebi želim veliko uspeha pri tem delu, ker da znaš tako dobro povezati in znanost, in te medijske vsebine, pa umetniški svet. To je res fenomenalno. Tako da ti želim samo najbolje v prihodnosti. Hvala, Uroš, hvala. Se mi zdi, da si super predstavil tudi, kar delate na LSU. Tako da hvala vam tudi za to. Pa mogoče se čez 2 leti, 3 spet srečava, pa greva malo čez stvari, ki so se vmes zgodile. Ja. Pa se lahko takrat malo bolj osredotočiva tudi na prav tvoje projekte. Ja. Zdaj me je zanimala. Ja. Mislim, sej si videl, jaz nisem niti enkrat pogledal tematik. Jaz sem sproti poslušal svoj kar me zanima, tako da ponovadi se tudi poslušalci z mojim umom uskladijo. Tako da meni je bilo zanimivo in verjamem, da bo tudi tem, ki so poslušali. Tako da bo dobro. Hvala. Čau, čau. Čau.